Ne. Živjo, dobrodošli v novem vlogu, tega zdaj snemam že v Sloveniji in z mano je Klemen, moj piki. Današnji video sem si zamislila tako, da jaz odgovarjam na vprašanja, ki ste mi jih postavili na socialnih omrežjih in pa potem zaključila v bistvu, ker tu je po mojem zadnji vlog letošnjega leta, povedala malo plani za naprej, s Klemenom sva naredila eno neumnost, odkar sem prišla v Slovenijo, pa take stvari se bomo pogovarjali. Pa dajmo kar začeti. Prvo mi je ena punca napisala I like your stories. Thank you. Vprašanje. What's the secret to long-lasting unconditional love? Jaz bi rekel, da trenutno se zavedamo, da nimamo unconditional love. Ne, jaz mislim, unconditional love je tako težek pojem. Mogoče nekih, čemu lahko stremiš ali pa nekaj? V teoriji se ful hitro reče unconditional love. Ampak dobro, zdaj sem zapela sta unconditional. Kaj pa še bi bilo vprašanje, samo kaj je skrivnost dolgotrajajoče ljubezni? Dajmo od tle začeti, recimo. Ne, meni se zdi, da je skrivnost ta. Na enem primeru je to, da si res čisto vse poveva, tudi kakšne stvari, ki si jih je težko povedati. Pa tudi, da človeka, ki je zraven tebe, dojemaš kot drugo človeško bitje, ki ne rabi imeti čisto enake vrednote kot ti in enake aspiracije. Ne, dobro si odgovorila. Pa po moje pomaga, da jaz vem, kaj ti cen, mislim, kaj te pomeni v lifeu. Pa da ti veš, kaj meni in da to drugo pomaga. Neko mogoče pristna želja potem, da se spoznavaš. Katerega fotografa najraje spremljaš na Instagramu? Enega Gorana, pa je Johnny meni res top fotograf. Kar enega, ali kaj? Kar enega Gorana, njega bom polinkala spodaj v opisu. Slika plemena pa na terenu velik. Tako da on mi je zdaj prvi padel na pamet. Pa mi je res vrhunski. Naslednje vprašanje, hey, what are you doing? S Klemenom sva danes imela bolj na easy dan. Za mano je veliko sestankov, potopisno predavanje sem imela, v božičnem spiritu sem že poslušala božične pesmi. Kmalu bom šla domov na Dolenjsko, pozdrav družino, ker še nisem bila doma, odkar sem z Gvatemale prišla. To je to. Rada sem mala. Ja. Kako rešujete konflikte? Ja, včeraj smo jih rešvala, tako da smo se pogovarjala. Pogovarjaš se, ne? Pogovarjaš se. Mislim, ful nočem, meni gre ful na živce, če ljudje ful preveč pravlično odgovarjajo, ne? Tako da definitivno, sploh v najni preteklosti je bilo veliko trenutkov, ko nama je bilo zelo težko se pogovarjati, ker so si zelo različna s Klemenom. Tako da sva nekako mogla skalibrirati tudi svoj način izražanja. Ne se spremeniti, ampak v bistvu sem nekako narediti svoj način komunikacije, ko te nekaj zmot bolj dosegljiv. Bi ti še kaj dodala? Ne, jaz sem se ful strinjal, nekaj podobnega bi, če bi hotel kaj povedati, bi, ja. Ja, mogoče jim to lahko povem. Jaz vem, konec januarja nazaj v Gvatemalo. Nimam še točnega plana, kaj bom tam delala, nimam plana, ali bom potovala, ali bom na enem mestu, čeprav želja je potem, da se priključim kakšnemu humanitarnemu projektu kot prostovoljka. Tako da naj s Klemenom spet čaka eno obdobje, ko bo narazen. Ja, takrat, ki vprašate, kakšna je ljubezen. Ja. Ljubav. Preko telefona. Moj stric me sprašuje, kdaj bomo smrekce postavljali. Rado prihajam domov. Še zadnje vprašanje je pa bilo, katere predele Mehike bi najbolj priporočala nekomu, ki pride za 2 tedna. Odvisno, kaj ti je v interesu. Yucatan je pač en izmed najbolj turističnih predelov, ampak je tam res zelo veliko za videti, ker je kombinacija lepih plaž, pa tudi te majske ruševine se dajo tam videti. Potapljati se reš lahko v cenotes, v sladkovodne take jame. Centralna Mehika je tudi zelo lepa, recimo Ciudad de México, Oaxaca, je bolj tako stil kolonialna mesta, veliko umetnosti, veliko zgodovine, pa tudi narava okrog. Tam, kjer smo pa skladili v Puerto Escondido, je pa po surfanju znano, tako da če ti je všeč surfanje, greš pa bolj na zahodno obalo, na kakšen dober surf spot in feštaš in surfaš, tako da odvisno od interesa. Evo, to je bilo to od vprašanj. Čist jasno je pač beden Q&A, bo pač več, ko boste sprašvali, bolj bo zanimivo, ne moreš kar 4 vprašanja. Se kdaj dobite na kavi, pa si 4 vprašanja date, pač ti kar nekaj. Pač vprašajte. Lahko nehaš kurcati moje sledilce. Zaključila bi, da ja, letos sem začela s tem YouTube kanalom. Veliko veselje mi delati videe.
in jih bom šel naprej, tako da kakršnikoli predlogi, želje so ful dobrodošle. V januarju me čaka še neki zanimivi sodelovanj, tako da stay tuned. A ja, kakšno neumnost sva naredila s Klemnom? Poročila sva se. S Klemnom nama je težko zaključek narediti. V glavnem, vse smo vam povedali. Odgovorila sem na vaše vprašanja, tiste 4. Skoro mi 3. Ne, ful mi je zanimivo, včasih kaj vprašam na Instagramu in je tako tak neverjeten odziv, tako ful ljudi ti piše, ful ne pričakuješ. Zdaj je bilo pa res tako 5 questions. Kva sva hodila s tem vlogom? Tudi odgovorila na vprašanja, tudi da se malo preforčkava, kje zdaj sva v življenju in da jaz kmalu odhajam in da še zanimive stvari prihajate na ta kanal, tako da se lahko naročite na njega, to bi mi največ pomenilo. Ja, tako Klemen, rečem, da bi mi to največ pomenilo. Ja, bo precej bolj srečna še. Imejte čudovite praznike, pečte, kuhajte, imejte se radi. Ja, piškote pečte. Ja, kjer piškote hočeš ti probati? Žepke, marmeladne, babičine. Smo pa danes zjutraj, ko sva kavico pila, že pisala božični meni, kaj bo najinim družinam skuhala, ker sva medva generalna kuharja pri obeh družinah, ne? Tudi jo. Mene še zanima... Njih boš vprašal? Ja, pač dejte še vi odgovoriti, kaj je za vas ljubezen, zakaj bi mogel sem jaz drugim razlagati. Legit? Ja, napišite pa spodaj ali pa kamorkoli želite. Kaj je za vas ljubezen? Domača naloga za čez praznik. Ajdi! Kako pa srčka naredimo? Aha, tako. To je za vas. Tak, mogoče iz te strani ful ne zgleda srček, iz te zgleda, tako da moramo tako narediti ga. Ne, tudi to roko moraš to. Tako, ja. Wow, you really. A ja, ta. Klemen, tvoje roke so tako gigantske. Kaj pa če ima 2 krogca, neskončno? To je Infinity and Beyond. In zdaj tako proti fokus.